Mi želimo vsako leto nadgraditi naš tradicionalni dogodek, letos je že tretjič. Zdaj nekako smo želeli povezati dosti akcije, imamo dosti moških med fotografi in pa nekako žensko tematiko in zdaj smo vse skupaj letos pod temo Nikonovo zlato oko, sprej nagovarjamo nekako temo James Bonda, hitrost, dekleta, vse v glavnem, kar moške zanima. V enem našem dogodku strnemo nekako različne interese, koga zanimajo fotografije, profesionalnih fotografov, njihove zgodbe in še mogoče ni toliko vešč fotografiranja, se posveti njihovim pripovedim. Po drugi strani imamo za te, ki že imajo Nikonove fotoaparate, specializirana tematska predavanja. Nekdo, ki ga zanima Nikonova oprema, lahko pri naših demonstratorjih izproba objektive, aparate. Tisti, ki pa je prišel se fotografirati, pa ima veliko možnosti različnih cen. Lani je bilo recimo 700 ljudi na našem dogodku. Za danes pa imamo celo 1200 prijavljenih. Ste eden izmed tistih fotografov, ki živi življenje v polno, ki počne tisto, kar ga veseli, pa še tudi nekaj zraven zasluži. Kaj je ključ tega, da lahko to počnete? Ne vem, po moje to, da sem dovolj star, ker časi se spreminjajo fotografov zmeraj več, ko sem bil jaz mlajši, temu ni bilo tako, je bilo dosti lažje, nekako bom rekel, uspeti do te mere, da lahko od tega živiš, ker to je uspeh. Sej uspeha ne merimo fotografiji drugače kot to, da lahko preživiš s tistim, kar delaš. In če ti je to všeč, kot jaz pač obožujem to, kar delam, je to uspeh. Fotografija je le znanje, ogromno vedenja, ukvarjanja s tem, življenja s tem, ni to vzeti ruzak pa je. To je čisto napačna predstava. To si vsi tako predstavljajo, pa tako sigurno ni. To je čisto končni, bomo rekli, cilj, ne cilj, tudi v bistvu dosežek tega dela. Prej pa še dolga trnova pot. En nasvet za bodoče fotografe, ki bi si želeli po vaši poti? Jaz mislim, da tukaj na svet je samo eden in tega vedno dam, je tukaj samo delo in še enkrat delo. En nasvet za tiste, glede na to, da imamo zdaj tu za nami Duncan Devils-e. Tega se je možno lotiti na več načinov. Zanimivo, ker sva prej z Borutom Peterlinom, ki je sicer portretni fotograf, oba razmišljala na podoben način. Nisva športna fotografa, tako da nimava veliko izkušenj s tako akcijo. Mnogi najbrž ravno zdaj fotografirajo z tako imenovanim continuous autofokusom, kjer fotoaparat spremlja v bistvu gibanje, avtomatsko, in to počne zelo dobro. Midva pa bi se očitno oba lotila tega na bolj portretni način. Midva bi recimo na neki točki, recimo na košu, kjer je največja akcija, predfokusirala, zaklenila fokus in potem čakala, da se zgodi moment in ga ujela. Ne bi se z fokusom ukvarjala, ampak bi skratka fokusirala na eno točko približno in tam bi potem skušala ujeti, ko se nekdo pojavi v tistem momentu. To bi bila recimo najina rešitev. Kaj je potrebno, da fotograf uspe v tujini? Uspeh se nam zgodi skozi noč, prek noči. To je treba vedeti, oziroma se treba zavedati. Medije imamo radi zgodbe o uspehu, o koraku, velikem boomu. Ampak realnost je taka, da se to je ena iz tisočih zgodb, da 999 drugih je šlo lepo evolucijsko, korak po koraku. Tujina pa tako, če ne živiš v tujini, je malo težko. Predvsem je treba se preseliti. Kaj odlikuje tistega pravega fotoreporterja? Točnost. Točnost, ker je hec v tem, da za fotoreporterja ni treba biti genij, ampak oziroma tako govorim kot fotourednik. Rajš imam fotoreporterja, ki je točen, kot hudega umetnika, ki dela fenomenalne fotke, pa ne vem, ali bo naredil, ali ne bo, ali bom dubil, ali ne bo. Skratka, tednik je takoč trak, ki more dobiti fotografije.